Danes bomo razpravljali o strategiji levice, seveda ne mislim s tem na kapitalistično levico, ampak na protikapitalistično levico, katere cilj je, grobo rečeno, organiziranje delovnih ljudi, pa delovnih slojev prebivalstva za odpravo kapitalizma in za prizadevanje za izgradnjo socializma. Njena naloga je torej enaka kot od začetka modernega kapitalizma, prevrat v političnem sistemu in temeljita preobrazba gospodarstva in družbe v skladu z načeli socializma. Zato je osnovna dejavnost, da tako rečem, protikapitalistične levice ta, da razdrobljene množice delavcev, uslužbencev, prekarcev, brezposelnih upokojencev in tako naprej, skratka, da to razdrobljeno množico, autonomizirano, ki jo vladajoča ideologija in aparati države postavljajo druge proti drugim, izigravajo druge proti drugim, da iz njih ustvari neko realno celoto ali realno družbeno skupino. Ta, ki je potem tudi baza te levice ali pa iz katere nastane gibanje. Ta baza je realna, če ima skupen svetovni nazor in politične cilje, hkrati pa tudi organizacije, z pomočjo katerih lahko te cilje tudi doseže, torej v prvi vrsti sindikate in politične stranke. Zdaj, kolikšen delež prebivalstva mora združiti to gibanje, je odvisno seveda od okoliščin. Jasno pa je, da širše, ko je gibanje, več je tudi kadra za te organizacije in manj je to gibanje odvisno od ugodnih, neugodnih okoliščin, skratka zunanjih dejavnikov. Torej, če to drži, kjer lahko sicer tudi razpravljamo, čeprav smo se odločili, da bomo danes eno bolj ožjo temo obdelali, če to drži, je ena od prvin strategije levice so torej politični cilji, ki jih postavljajo. Jaz mislim, da mora ta strategija združiti neke ožje kratkoročne cilje z širšimi dolgoročnimi zahtevami. Seveda pa ni dovolj, če, na primer, boj za višje plače, recimo, pospremi s kakšno frazo o tem, da se zavzema tudi za odpravo meznega dela, kaj takega, ne. Cilje je treba postaviti tako, da po eni strani z njimi zadajamo udarce kapitalu, če se malo metaforično izrazim, in hkrati izboljšujemo življenje pripadnikov svoje baze. Samo tako bodo namreč ljudje spoznali, da se lahko proti kapitalizmu borijo z konkretnimi ukrepi, čeprav to abstrakten sistem z vidika posameznika, in da imajo lahko tudi od tega boja konkretne koristi. Seveda ni mogoče, da bi bili vedno uspešni pri doseganju teh ciljev in zahtev. Na srečo pa to tudi ni nujno. Tisto, kar je nujno in potrebno, je, da zmeraj vemo, kaj počnemo, oziroma zakaj nekaj počnemo in zahtevamo, in da to tudi razložimo, ali da to gibanje tudi to razloži svoji bazi. Politično delovanje mora namreč imeti vedno dva učinka. Ena je sprememba v svetu, recimo dvig plače, socialnih pravic in tako naprej. Drugo so pa spremembe v glavah ljudi. Torej, krepitev njihovega svetovnega nazora, politične zavesti in v zadnji instanci tudi organiziranosti. In to bi lahko rekli nekaj vrste win-win položaj, kajti tudi, kadar nismo uspešni pri doseganju konkretnih zahtev v nekem danem trenutku, lahko za samo to dejavnost, preko samega tega prizadevanja, za to borbe, za to okrepimo organizacijo, pa vsaj zavest njenih članov in širše baze. Kot rečeno, treba izbirati take politične cilje, s katerimi hkrati udarimo kapital ali pa po kapitalu in izboljšujemo položaj svoje baze. Za ponazoritev bom navedel dva cilja, ki sta že
pa dve zahtevi, ki sta že v programu Levice. Eden je recimo ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To je, če komercialne zavarovalnice izrinemo iz javnega sistema, to je dac kapital. Prebivalcem, zlasti tisti z nizkimi dohodki, lahko znižamo življenjske stroške in hkrati povečamo sredstva, ki so na razpolago za zdravstveno varstvo. Torej, konkreten protikapitalističen ukrep z takojšnjimi učinki. Drug primer je pa že bliže temu, o čemer bomo danes razpravljali, je iz področja evroatlantskih, tako rečem, evropskih integracij. To pa je recimo zahteva, ali pa poskus, da preprečimo te velike napovedane nabave orožja oziroma nasploh povečevanje vojaških izdatkov, ki ga zahteva ne le NATO, ampak tudi zadnje čase EU, s čimer prihranimo dragocena javna sredstva za socialne ukrepe, od katerih je del naše baze zelo odvisen, pa tudi načeloma tudi drugi sloji prebivalstva imajo od njega koristi, recimo od otroških dodatkov in podobnih univerzalnih storitev kot javno šolstvo, ki spet financirajo iz te istega budžeta, s katerega bojo šle tudi s katerega se kupuje tudi oborožitev, plačujejo represivni aparati in tako naprej. No, s tem sem že potečeno pri sami temi naše razprave, torej okvirno vprašanje je, kakšna bi morala biti strategija Levice v evropski politiki. Uvodoma bi samo dve stvari pripomnil. Prej sem rekel, da si moramo prizadevati za dva učinka v vsake svoje politične dejavnosti. Skratka, po eni strani se moramo truditi za spremembe v svetu, torej zato, da bodisi ustavimo neke škodljive ukrepe ali da izsilimo določene koristne ukrepe. Po drugi strani pa seveda se moramo prizadevati za spremembe v glavah ljudi, kar dosežemo z politično agitacijo v najširšem pomenu. Jaz mislim, da je evropski parlamentarizem v obeh pogledih neugoden trenutek. V obeh primerih je sranje. Kajti, gledajte, Evropski parlament ni čist parlament v pravem pomenu besede, ker ni samostojen pri sprejemanju zakonodaje, direktivo red. Poleg tega pa EU sama nima pristojnosti na določenih ključnih področjih, kot je tudi socialna politika. Pa tudi, kadar ta evropski parlament, skratka, tudi se ne da spreminjati sveta, pravne ureditve, ne da se kar tako direktno. Ampak tudi, recimo, kadar Evropski parlament že odloča, pa recimo, da tam bi to uspelo, in recimo, da se premagajo seveda te neugodne okoliščine, ki so v tem, da v Evropskem parlamentu je razmerje pravih levih sil do sil centra in desnice, seveda še veliko slabše, kot je konkretno ta hip v slovenskem državnem parlamentu. Ampak dobro, tudi če to pustimo ob strani, prvi problem je kot rečeno ta, da ker tu ni parlament v polnem pomenu besede, se tam ne dela zares politika, se tam težko spreminja ureditev, kar ne bi bila direktni cilj politične dejavnosti. Po drugi strani pa tudi zelo malo porabljen za politično agitacijo, ker mediji, še bolj pa javno širša, zelo slabo spremljajo to, kaj se tam dogaja, razen če kakšen škandal ali kaj podobnega, ker seveda jim težko zamerimo, kaj ti ljudje čutijo, če že ne vejo, če že ne razumejo v detalju, zakaj gre. Čutijo pa, da je evropska demokracija neka farsa in zato tudi na evropske volitve v glavno ne hodijo, se vidite, kakšne so volilne udeležbe. Dobro, to so torej okoliščine, v katerih delujemo, kakšne odgovore bo dala razprava.